Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Telo oddajo posvetimo 25. aprila, ki je praznik osvoboditve. Je praznik spomina na vse tiste, ki so padli za svobodo proti fašizmu in proti nacizmu. Srečali smo Fabia Bonini tle na Lesah, kjer je tudi spomenik padlim, ki ga je postavil Ampi Nediških dolin, nekaj let od tega. Fabio, koliko je še živ spomin na te zgodovinske stvari? Ja, spomin je velik šele. Tle pri nas, kar se tiče vse osvoboditve, je bila posebna stvar. Tle recimo narečje bilo, kar se je zgodilo v teku vojske. Potle pa reči težke so bile pol vojski. Ja, druga svetovna vojna je pustila recimo med nam veliko trpljenja in veliko razdelitve naše družbe. Ja, bojko razdelitve so jo razdelili. Ja. Mislim, da dostikrat se prave ene stvari, ki so bile potle napravljene po vojski, po vojni. In recimo, kaj je bilo, je, da subito, kar je finila vojska, bilo vse normalno, vse navadno. Ampak potle je prišlo pa tle pri nas, da je rad v konfin, tela meja, te nar biti težka. Recimo, malo se zmislijo, da tle pri nas je bila tela meja, te treća nar biti važna na svijete. Prvo je bila Koreja, kjer so bile vojska nazaj, potle od 48. leta, je bil Berlin, ki je bil izolan, ampak tle pri nas, ki je bil te treci, kjer so se čakali, da bojo recimo invazion od Sovjetske zveze, da pridejo sa on. In zato tle recimo je ratalo veliko problema, da so vse, kar je bilo napravljeno v teku vojske za osvoboditve, partizane, kar se je delalo, je bilo recimo obrnjeno. Ma šele do nas govoriti s partizane, kajšnemu recimo, nije tako lahko tle pri nas. Ti, ki si recimo v študiju, ali pa ki si človek, ki sledi telim zgodovinskim stvarem, povej nam, kako je bilo tle pri nas. Tle pri nas je bila ena stvar zelo jasna, zelo enostavna. Če se premisli, recimo, da je v glavne, kar je Italija napadla Jugoslavijo 41. leta, recimo tle, koncu leto ni bilo nič posebnega. Potem, recimo, kar je razpadla Italija 43. leta, so začeli prihajati partizani iz stare Jugoslavije in recimo teli tle so šafali na terenu en kup naših ljudi. Se mora pomisliti, da samo tle v teli dolin, kar je recimo od Košce, jih je bilo visko 200 partizanov. Zato tle recimo se ne je pravilo leta in leta, da se nije moglo praviti, da so bili naši ljudje, da so recimo tajšno število šlo k partizana. Ampak tle, kaj oni še ratalo, da tle nije bilo Italijanu, nije bilo Garibaldincu, an ožovanu, ne. Tako ožovani Garibaldinci so bili bojci na Horico, an ožovani pa bojdo na planje, so se bili recimo tako razdelili teritorij. In tu je tle bila neč navadna, ne. Potem so bili prvni kraj, so bili fašisti, Njemci in nacisti, drugi kraj so bili recimo partizani, in je kaj kar se pozna, šoma recimo tule tle. Kaj je ratalo? Ratalo, da ljudje so čuli, da je bil v njih boj. Če se pomisli, da je recimo drugače, kot je ratalo v Horici, v Trstu, tle recimo je bila ena enotnost. Tle so bili za partizane ljudje, so bili za partizane duhovniki, ki je bila na stvar absolutno nenormalna. Ne? Če pomislite, da tle na Lesah je bil po vojski duhovnik Arturo Blažuto, on je bil partizan v Rezi. Ne?
Če pomislite na Gujona, v Matajurju, če so bili ljudje, ki so vjerovali tudi tiste reči, da je bilo tenča za ohraniti, kar je bilo vse slovenskega. Stvari so bile enostavne, ne. Recimo, da kar je bilo, te prva reč, ki je ratala zanimiva, tle je bil, da pred, ko je skrakirala Italija, 63. leta, že maja, je bil en pohod partizanov, ki so prišli ho skobarida, so recimo z Rezije duon šli da je via do Barda, ne. In to je bilo nenavadna stvar, no. Tle ljudje niso dosti gledali tistih reči, ne. Pa kar je potem skrakirala Italija, in kar so prišli partizani, tle so bili, to sem pravil, prijet slovenska, Samoa, allora tenča se ljudje so začeli se biti z njimi, ne. In jasno, da kaj sem tudi je bil protnin, ne, da so bili, recimo, tisti so bili fašisti, ki jih nije bilo dosti zaprav, in da recimo tel sistema je šel naprej do konca vojske. 47. leta je začela tel mehanizmo od hladne vojne, guerra fredda. Tenčas, recimo, tle pri nas je rato tel teritorij zelo pomemben za soldate, za vojake. In kaj je ratalo? Je ratalo, da bolj Amerikani kot Italijani so imeli potrebo, recimo, ohraniti telo zono. Ne? In tenčas so začeli ravnati, no, tajšno veliko propagando proti partizana, predvsem za kizak partizani so bili, recimo, so bili komunisti, ne? Allora, to je tle, so napravili tajšan mehanizem. Če pomislite, da je bilo v Nemčiji, v München, ki je bil recimo na tajšan center, ki je telo propagando delal, anglih tiste reči, ki so pravili, so jih pravili potem te ucidade, ne. Allora so napravili na tajšno vzdušje, da recimo se je preobrnilo vse. Če potem pomislite, da recimo subito, kar je začela tela druga faza po vojni, ljudje, če so pravi, da so bili za partizane, da so mislili, ko so bili partizani, tako niso vša faldira, so morali iti po svijete. So jih lovili, so recimo, vemo, da recimo Duš Klutovin so neha Primoriša ubili po whisky, tam Petjaje so ubili po whisky, neha druze, no, per cui nije bilo nareč takua lahka. In tole je bil nared sistem, in tel sistem je bil, ker je bil en teritorij previc important za Amerikane. Če je bil tako important, da se je pravilo, recimo, da tu whisky in po whisky, da je bilo tajnih služb, servici segretnih od 7-8 držav, no. Kar je recimo zanimivo, in kar se do nas dan se na zastop, da pri nas prvo, ena reč, ki se malo govori, da partizani so prinesli slovenske šole, no? Da so oni ljudje šele, ki so živeli in ki so hodili v slovenske šole. No? Jaz sem bil premajkan tenča za hoditi, mi nismo hodili še v vrtac v ažilu, ne? Ki je začel še pri nas od 50. leta okole. Je zanimivo i druga stvar, da recimo, kar so bili teli partizani slovenske, so tele zborovanje runali. Antes da se zmislili, on kup ljudi šele, no? Ma je bilo stojke ljudi, kaj so bili zborovanje? Zborovanje so prišli tu novas, recimo, hopar hlos je bil ten darbuj veliki, hutar bi tudi. Ma hopar hlos je bil jedan od ten darbuj zanimivih, kjer je prišlo stojke ljudi, so prativamente napravili tele diskorše političi, a potem je bilo ples, a ne bilo oni. Ego tenča se mora pomisliti, da je bilo lahko, da bila že tle, že da druga država, ne? In če se pomisli potem vsa zgodovina, kajšna je, recimo tista, ki je bila Republika Kobariška, vse tiste reči, ki je zelo zanimivo, če se pomisli, kaj bilo. Ma jaz bi te povedal dimensioni, no, dimenzije od tele stvari. Ja, recimo, če pomislite, da stojke ljudi, bilo stojke partizanov, in da kar je ratalo po vojni, po whisky, da dosta od telih partizanov niso imeli še kuražo, res, da so bili partizani. Za ki je bil tajšan mehanizem, sem pravil prijet, ki je zelo, jaz mislim, da nije brat ali se gledati, kar je bilo tu vojni, ki je že pregledano vse. Najbolj zanimivo bo tisti, ki začnejo študirati, ko so tel mehanizmo, no? Mehanizmo di po italijansko inculturazione, ne? Da ko so
Recimo, kar je prišlo po vojni, on nije bilo, da Njemci in fašisti, da so bili tisti, ki so bili recimo taborišča, kampi di concentramento, da so ubivali ljudi, da so zažihali tiste, ne. Tem se je bilo praticamente preneseno ena te najbolj zanimivih točk, da partizani kaj so delali, so krave kradli. Tle po whisky se nije smelo biti Sloven, za kar sem prav prijetno. Vi šafate še na reč, ki je zanimiva, super interesante, šafate ne družine, kjer so otroci, kjer so recimo te starši, so govorili po slovenski. In tistih so bili, recimo, v mlajši so pa morali po italijansko. In te parhloci je bilo recimo začetek tega tle, 53. leta. Mi imamo na ljudi, ki so imajo en brat, ki je govoril tu družin po slovensko, a njega brat so začeli pa po italijansko. Ma se jih šafa, dva kupe, tle. Evo, in tu je tle na reč, tako sem pravil prijed, zanimiva. Tak nije zanimivo, vi se recimo, kaj je bila hladna vojna, guerra fredda, kaj je bilo, tiste so reči ormaj zgodovinske. Ma telte, kizan sistem so nucali za tole tle uničiti, ne, je na reč, da je današnji dan kaj. Današnji dan nije, da je vse šparilo. Ne. Recimo, en primer. Če vi pomislite, da koji šele recimo ostalo partakano, ki tele proti slovenščine. Če pogledate recimo informacija, televizija, ne, italijanska televizija Rai, nima tle v dežel enega Benečana, da je zaposlen. Ki pomeni to je tle? Pomeni, da ti ne smiješ biti v tistih rečeh. Te pa nas, če bi v Sloven, nije smuratat na navijen an sekretar, nije smuratat na pošt, in vse tako naprej. Ne? In to je bila velika strategija napravljena, in za me to je najbolj važno, kar bo študirano. Recimo, da te mlad malo poznajo homestole. Recimo, da ne poznajo nič. Nič, nimar, ne, se nimar daje recimo krivdo drugim, ne, nije res, krivda je naša. Krivda je naša, da se nije pokazalo, recimo, da do njih 70 let je bil en tajšen sistem, je bilo težko preživeti, ma je že 40 let, ki to je recimo se menilo, in se je tako menilo, da naši ljudje ne vedo, ko moram povedati, ante bi bilo treba neprimere, ne. Allora, vsi mislijo, da se nas zastopa partizani. A partizani so bili aleani Staljo. Ki pomeni to? Pomeni, da praticamente današnji dan partizani so bili in so videni od Italijanske republike, temveč je bil pa od Regno d'Italia, kot aleati, ne. In to je per nas pa ride, da je obrnjeno. Da so bili nasprotniki. Ja, da so bili nasprotniki. Ma za vam dati na takšno idejo, da ko Italija vidi te reči, ne, allora pomislite, karabinieri. Ne, recimo da karabinieri, sada se zmisli eno drugo riječ, tle je v Topolovin v Britov eno kopališče, kjer je en drug monument, ne, ki so bili napravili praticamente ampi, kjer so bili podkopani 9 partizanov slovenskih in 3 karabinieri, ki so bili partizani. Zato to je beden nije govoril, se nije smelo vedeti, da so bili Italijani, ki so bili tam. Če resta recimo tle zad subito, Hoparško Filoki, vidite, da je bila na kompanija od soldatov, ki so bili ta Šardenje, jih je bilo 100, jih je umrlo danes 40. So bili Italijani, ma so bili ta partizani. In tole tle je v glavnem. Allora, vse tle pa nas mislijo, da tole tle je na reč posebna, da tle v Italiji ne vem, ki mislijo, da ne vedo. Italijani vedo perfettamente te reči. Ma za chi vedo perfettamente te reči? Bi še tle povedal. Pomislite, sem prav prijatelj od karabinierjev. Karabinieri so tisti, ki reprezentajo recimo telo republiko, prijateljenje, ko živijo. Ne? So tisti, ki so najbolj fedeli nei secoli, pravijo. No? Bon, če pomislite 20 let od tega, pa nas so bila 2 družine. Na družinah so bili recimo navadni ljudje in na ex-fašisti. Ne? So imeli 2 poba, tega 2 poba so naredili, so vprašali za tiste karabinierje. So šli tiste karabinierje oba 2. Potlej praticamente so vprašali za riconfermo, za fermo, ad nemu so jal deja, a nad nemu pa da ne.
tistemu sojalde je bil družina od fašistu. Te druh, veste, dve je bil. Te druh je bil Adan, sin od partizana, anche do našele marešal od karabinjerju, tutar ste dijela, ki je bil sin od neha partizana, ki je bil da partite. Allora, chi pomeni tu pomeni, da tle per nas pravili netajšno zgodovino, ki nije bila realno, do nas se pravi zgodovino, ki nije realno, ki je druga stvar. Svoboda, živela svoboda. Pomislite, da ko so bili kancoli parpejali naše ljudi, da kar so bili minatori v Belgiji, je prišel dan duan, in je so govorili, da tiste one, ki so runali tle presioni psihologiche, so jih runali ancora v Belgiji, tisti so bili tu min, no? A jedan začel praviti, ja, smo bili tu stari, tu ni kantinku, so jih klizali tenčas, a te so začeli govoriti, to, ko je bilo viskano, no, a ta dan je jav, to je živela svoboda. A na drug mu jav, mahenjo ste one šporkerijo, se ne more mi govoriti, tu lehatle. Za kam smo bili parpejali, da dan ne more še od svobode govoriti, nevic. Zaplovi pesem, bodne zmage preko maj gora, zaplovi pesem, iz naših krajev. Tudi letos se bo 25. aprila obnovila tradicija procesij svetega Marka. Prav tisti dan bodo potekale v Matajurju, na Tarčmunu, v Ruoncu, v Marsinu, v Kosci in v Oborčah. V naslednjem dneh še na Barcah, v Gorenjem Barnasu, na Lijasah, v Hosnem in v Tapolovem. Da ne bi šla v pozabo ta tradicija in njen pomen, je Združenje Blankin v sodelovanju z občino Savudnje pripravilo dokumentarni film in knjižico, ki prikazujeta, kako potekajo te procesije in katere molitve so molili. Le Združenje Blankin bo ob 70-letnici konca druge svetovne vojne v petek 24. aprila ob 20. uri v Špiatre predstavilo Kufolov dnevnik. Govorila bo ta zgodovinarja Fulvio Salimbeni in Zdravko Likar. Moderator bo Đorđo Bankić. Za uvod bo poskrbel monsignor Marino Kvalica. V Trski dolini v Zavarhu bo koncert Primorska poje. V cerkvi svetega Florjana ob 15:30 bojo nastopali zbori Encijan, Zvon, Lojze Bratuž, dr. Frančišek Lampe, Obalca Koper, Sedej in Hrast. Od 20. aprila do 20. maja bo na ogledu fotografska razstava skupine Planinskega društva Tolmin v Beneški galeriji. Četrtek 30. aprila ob 20. uri v Slovenskem kulturnem domu v Špijatru bo srečanje s pisateljem Borisom Pahorjem in predstavitev knjige Così ho vissuto, biografija di un secolo. Anše, Društvo Kobilja Glava organizira srečanja na temu geologije. Prvo srečanje bo v petek 24. aprila na Brijagu v gostilni Alkolovrat ob 19. Drugo srečanje bo v soboto 25. aprila in bo en pohod in odhod bo iz Čepešišč ob 9. uri zjutra. Info Kulturno društvo Kobilja Glava. Kot že tradicija, 5. razred dvojezične šole vabi na posvet, ki bo v petek 24. aprila v občinski dvorani v Špetru z začetkom ob 18:30 z naslovom Resnična pot v domišljijo. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, lijep pozdrav iz Benečije.